Drage delavke in delavci, upokojenke in upokojenci, mladi, tovarišice, tovariši, dobrodošli. Dobrodošli na tem zgodovinskem kraju, kjer tradicionalno obeležujemo praznik dela. Leto 2026 je razglašeno za leto pesnika Srečka Kosovela. Letos namreč mineva 100 let od njegove smrti. Njegova dela odražajo družbeno kritičnost tistega obdobja. V njem pa najdemo nemalo vzporednic z današnjim časom. V ospredju njegovih del je človek kot posameznik, ki ga je doletela družbena krivica. Med drugim je Kosovel zapisal: krivica je krivica. Naj se zgodi enemu, tisočem ali milijonom. Mi pa smo proti krivici. Kajti tudi eden je človek. Naše načelo je za človeka. Iz Kosovelovih del izhajajo tudi ostre kritike kapitalizma in družbene neenakosti. Organiziral je literarne večere in predavanje za delavce v Zagorju in se tako zavzemal za delavsko kulturno gibanje. Delavstvo je prepoznal kot pomembno silo družbene prenove. Ena od njegovih pesmi se glasi takole: z delom gradimo svojo bodočnost. Skale valimo za stavbo njeno, belo bleščečo, zlato ognjeno, in molčimo. Od upov zlatih bleščijo stolpovi. Ob njenih vratih velike sanje, kakor ognjenega morja bleščanje v plamenih zlatih. In naše delo je trd granit. In naše sanje so suho zlato. In naše sanje niso privid. Bodočnost je tistega, ki veruje v njo. Zdaj pa lepo pozdravim string trio Strepitozo za skladbo Med iskrenimi ljudmi.
Prišla je iz šole. 7 let je bila stara. Pojdi zibat, ji je dejala mati. Tonček gre lahko na dvorišče. Tonček se je šel igrati na dvorišče, ona je zibala najmlajšega brata. Njen prosti čas. Prišla je domov. Bila je stara 12 let. Po hišah je raznašala časopise. Pri materi v kuhinji je sedel Tonček. Tonček je služil pri peku in raznašal žemlje. Raznesi ti v naši ulici pecivo, ji je dejala mati. Tonček naj se nekoliko pogreje. Bila je namreč zima. In ona je vzela košek in šla zopet ven v zimo, da se Tonček lahko pogreje. Njen prosti čas. Prišla je iz tovarne. 19 let je bilo. Po 12 ur na dan je bila v tovarni. Skuhaj nam večerjo, lačni smo, je dejal oče. Matere ni bilo več, umrla je lani. Ona je šla in skuhala večerjo za očeta in brate in zase. Pri večerji je dejal oče: jutri je nedelja, zašij mojo obleko za delavnik. Pa še najino pokrpaj, sta se oglasila brata. Drugi dan so oče in brata pili v krčmi. Treba se je malo pokrepčati. Ona je sedela doma in jim krpala raztrgane suknje. Njen prosti čas. Prišla je domov. Bila je omožena, imela je 2 mala otroka, nekaj mesecev in 2 leti. Mož je hodil v tovarno, ona je stregla v hišah dopoldne, popoldne je pazila na svoja 2 otroka in na 3 male od sosede, ki je popoldne likala po hišah perilo. Pazila je na otroke in pletla nogavice za prodajo. Ni vedela, kdaj je njen prosti čas, ali dopoldne, kadar leta pomivati in pospravljati od hiše do hiše, ali popoldne, kadar sedi doma in plete nogavice in ne sme vzeti svojih otrok v naročje, da se ne zamudi. Niti male, smešne 2-letne deklice, ki je že poskušala, da ji pomaga zibati dojenčka. Njen prosti čas. Zbirka črtic žene Zofke Kveder, katere del ste ravnokar slišali, je izšla junija leta 1900. V zbirki je pisala o usodah žensk različnih družbenih slojev in s tem ozaveščala o neenakopravnem položaju žensk doma in v javnem udejstvovanju. Tudi danes sporočilo ni nič manj prodorno. Morda še bolj, saj večina skrajno desnih gibanj teži k tradicionalnim vlogam žensk. Neenakopravni status žensk se odraža v pozno pridobljeni volilni pravici žensk. V Jugoslaviji, na primer od 11. avgusta 1945, ponekod v Evropi pa še kasneje. In v večnem boju za pravice iz naslova starševstva, ki bi ženskam omogočile enakovreden, nediskriminatoren in varen položaj v delovnih razmerjih. V večini zahodnih evropskih držav ženske v času med in po koriščenju materinskega in starševskega dopusta nimajo varstva pred odpovedjo. Omenjeno obdobje pa je tudi krajše in skrčeno na nekaj tednov ali morda mesecev in ne nujno z nadomestilom plače oziroma z njihovo nižjo procentualno odmero. Pravice iz naslova starševstva v delovnih razmerjih bo potrebno za vsako ceno ubraniti, če bi grozilo, da bodo postale kolateralna škoda davčne reforme, ki se napoveduje zadnje tedne. Pravična je lahko samo tista družba, ki prepozna žensko kot nosilko več vlog in ji daje možnost, da v te vloge lahko vstopa brez prikrajšanja in diskriminacije. S temi sistemsko omogoča, da je enakopravna na vseh področjih, tako v delovnih razmerjih, kakor tudi v politiki, poslovnem svetu in nenazadnje sindikalizmu.
Naj to postane tradicionalna vloga žensk za bodoče generacije. Sedaj pa vsem dobro znana Bella Ciao, string tria Strepitoso. Godalni trio v sestavi Natalija Čabrunič in Maja Naveršnik in Alenka Kovačič deluje že od leta 2008. Vse tri so poklicne glasbenice in na njihovem repertoarju boste našli avtorske priredbe od klasike, džeza, popa, roka in latina. Bella Ciao. Jacques Prévert, Zapravljeni čas. Pred vrati tovarne delavec na lepem zastane. Lepo jutro ga je povleklo za suknjo in ko se obrne in zagleda sonce, oblo in rdeče, ki se na svinčenem nebu smeje, mu po domače pomežikne. Ej, tovariš sonce, se ti ne zdi, da ni čisto pripravi, kdor tak dan podari lastniku in upravi? Zdaj pa bomo slišali All You Need Is Love in Por una cabeza tango. String tria Strepitoso.
Natalija Čabrunič na violini, Maja Navršnik na violini in Alenka Kovačič na violončelu. S tangom so nas popeljale v pristaniške četrti v Južni Ameriki. Bravo. Karel Destovnik Kajuh je bil pesnik, prevajalec in narodni heroj. Njegova poezija je bila sprva delavska oziroma socialna. Bil je pesnik z izrazitim čutom za majhnega človeka. Kasneje sta na njegovo poezijo vplivala vojna in ljubezen. Iz njegove poezije je razbrati hrepenenje in slutnjo časa, ki prihaja. Moja pesem ni le moja pesem. To je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem. To je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad, zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad. To se pravi biti mlad. Pa je vendar sreča biti mlad. Biti mlad in poln nad. Zdaj pa bomo prisluhnili partizanskemu pevskemu zboru. In sicer nam bodo zapeli pesem 14. divizije Na oknu in Na juriš. Borki zmage preko zma in gora, zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, Duševcerja, Dubrančiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, vidimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, vidimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Ko domovina vzane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrstni diviziji, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, vidimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, vidimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Tak žalostno gledaš v svet. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet. V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bil je težki boj.
Motri si solze in oko, tvoj fan gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Tvoj fan gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Ponosen vrne se junak, ovenčan slavoslavnih zmag. In vriskoma vrgel bo Titovkov zrak, ko stopil čez svoj bo prag. In vriskoma vrgel bo Titovkov zrak, ko stopil čez svoj bo prag. Na juriš, krik borcev vihar skozi goste, so vragove vrste, so goste. Udari, navali, usekaj, izpali na juriš, okej partizan, pred tabo svobode je dan. Udari, navali, usekaj, izpali na juriš, okej partizan, pred tabo svobode je dan. Na juriš, maščujmo se na domove, maščujmo se naše grobove, preženi besneže in reši trpeže. Na juriš, okej partizan, pred tabo svobode je dan. Preženi besneže in reši trpeže. Na juriš, okej partizan, pred tabo svobode je dan. Na juriš, si bratje teptani za nami, svobodno si vzamemo sami, skozi glad in trpljenje v lepše življenje. Na juriš, okej partizan, pred tabo svobode je dan. Skozi glad in trpljenje v lepše življenje. Na juriš, okej partizan, pred tabo svobode je dan. Partizanski pevski zbor, dajmo še en aplavz. Bravo, fantje. Zdaj pa vabim na oder ljubljanskega župana, gospoda Zorana Jankovića, na tradicionalni prvomajski govor. Prosim lepo. Dobar dan, želim spoštovane Toršice in tovariši, Ljubljančanke, Ljubljančani, sodelavke, sodelavci. Živel 1. maj, praznik dela. To s ponosom vedno naznanjam in še en slogan iz mojih mladih let. Delu čast in oblast. In v to verjamem. 8 let Mercatorja, 20 let v mestni občini Ljubljana in so me nekateri že takrat spraševali, pa zakaj si ti levičar, saj spadaš po ustvarjanju na desno stran. In če sem se hotel rešiti teh vprašanj, je bil odgovor zelo preprost.
Samo dva razloga bom naštel. En je, tako sem vzgojen, in drugi je odnos do sodelavcev. Potem sem jaz levičar. 8 let Mercatorja, sindikati niti enkrat spora. Vedno dogovorjeno, rešeno, in takrat je bil Mercator najboljši sosed, v ponos celi državi in tudi regiji. In takrat so moji sodelavci imeli 30% višjo plačo, kot je bilo povprečje v trgovski panogi. V mestni občini Ljubljana na plačo pač nismo mogli vplivati, ker smo bili odrejeni. Tisto, kar se je zgodilo v zadnjem letu, je pa moj odgovor, zakaj sem vsa 4 leta podpiral vlado, ki je vodil Robert Golob. In še vedno je podpiram to vlado. Ta vlada nam je dala mir in varnost. Hodili in govorili smo po celi državi, pravzaprav kar smo hoteli, in to se je slišalo. Ta vlada je prenesla v teh časih nekaj, kar še nobena prej ni. Jaz še vedno zagovarjam javno zdravstvo. Poudarjam javno zdravstvo, ki mora biti ločeno od zasebnega zdravstva. V javno zdravstvo spadajo tudi koncesionarji. Zagovarjam javno šolstvo. Pa en podatek, ki ga po moje ne veste, mi smo vrtce za starše podržili zadnjič oktobra leta 2023. Cene so še danes iste in to je naš odgovor, kajti naše učiteljice, vzgojiteljice si zaslužijo višjo plačo. Čestitam vsem pogajalcem na področju sindikatov za socialni dialog. Socialni dialog mora ostati. Nihče nima pravice nekoga izločiti. Pa pogajalci v tej zgodbi, vsaj te, ki jih poznam, niste lahki in enostavni, ampak ste pravični. In tisto, kar je bilo dogovorjeno, konec koncev minimalna plača, božičnica. Naši sodelavci, sodelavke so prvič dobili v življenju božičnico v javni upravi. Dobar je prišla. Tudi regres in vse to, kar se dogaja, kaže, da je vlada mislila na ljudi in za ljudi delala. Lahko razpravljamo zdaj mi o raznih zadevah, ki bi lahko še bile. Vedno lahko še kaj. Ampak tej vladi bi tudi iskreno čestitku predvsem na pripravljenem stanovanjskem programu. To, da so odredili vsako leto 100 milijonov kredita na 30 let s fiksno obrestno mero 1%, je nekaj neverjetnega. Mi smo, čestitam vladi, da. Mi smo odprli pred 3 meseci 100 neprofitnih mestnih stanovanj v Zvezni ulici, naslednjo otvoritev v avgusta na Pesarski ulici tudi 100 in potem konec septembra še na Rakovi Jelši tudi 100. Ampak tisto, kar je še bolj pomembno, v mesecu juliju začnemo graditi na Povšetovi ulici 361 stanovanj, mestnih stanovanj. To je tam, ki je bila včasih naša snaga, nasproti zaporov, ki se tudi rušijo. In teh 361 stanovanj bo olajšalo to težavo, ki je imajo Ljubljančani za dobitev svojega doma. Ampak s to politiko, ki potem še SID banka doda 4-krat vrednost, se je pripravilo na gradnjo stanovanj v naslednjih 4 letih še 3000 stanovanj. To je odgovor na ta mestna stanovanja. Pričemer pa naš plan omogoča tudi gradnjo 45.000 stanovanj, zasebnih stanovanj in le večja ponudba bo znižala vrednost stanovanj. Jaz sem trdno prepričan, da je na tem pogovoru konec koncev sindikatov z predstavniki delodajalcev in pa z vlado treba doseči tudi to, da bodo mladi lahko v bistvu svojo najemnino odplačevali stanovanja, kar se mi zdi rešitev za mlade družine in s tem moramo začeti. In največ problem je v Ljubljani in to brez dvoma, kajti v zadnjih 10 letih se je Ljubljana povečala za 15.000 prebivalcev. In sam en podatek še zraven, istočasno se je število avtomobilov povečalo za 25%. Vsak dan stopi v Ljubljano 140.000 dnevnih obiskovalcev, službe, šole
in poprečju v avtu, ko pridejo čez obvoznico, je 1,1 potnik. Se pravi, vsak se sam vozi in to bo treba spremeniti. Ampak vlada, ki je še na oblasti, ker se ne bo državni zbor odločil po neki svoji inerciji drugače, je naredila veliko dobrega za našo državo, za Ljubljano. Jaz bi še izpostavil situacijo, ki je vlada v svetu. Noro je, nerazumljivo je. Vsako jutro vstajam pač ob 5. zjutraj, prvo pogledam, če mogoče gospod predsednik Trump odprl novo vojno. Kajti, če je rekel, da bo končal 10 ali 15 vojn, se bojim, da jih mora odpreti 30, da bo lahko prišel do te številke. To, kar se dogaja z Iranom, bo vplivalo in vpliva na cel svet. To, kar je bilo na področju vzhodne Evrope, pripelje do tega, da bo problem tako plina, kot tudi problem nafte. In to bo vplivalo tudi na više cene hrane, zato tudi te ukrepe v korist ljudi, ki imajo minimalno plačo ali nekoliko više, je treba omejiti cene hrane, tiste osnovne potrebščin in pa tudi cene energentov. Na koncu, dragi moji, dobrodošli tu na Rožniku, na ponosu naše Ljubljane. 1. maj je združen s praznikom 9. maj, ki ga slavi Ljubljana, mesto heroj, kot dan osvoboditve, ki ga tudi Evropa prevzela. To je dan, ko so Titovi partizani skupaj z zavezniki premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem. Mi smo na ta dan ponosni in trdim, da bo Ljubljana ostala ponosno mesto, svobodno mesto, mesto heroj in da ne bom najavljal, katera pesem bo, ker sem pripričan, da bo prava. Še vedno bomo peli stoje to pesem, ki zdaj prihaja. Srečno 1. maj, bodimo ponosni na to vlado, bodimo ponosni na vse vas, ki ste tu prišli, saj jaz sem sedeti na tem prelepem soncu v najlepšem mestu na svetu. Pa ne vem, če se bo kdaj temu upiral, kajti pogledajte to zelenje okrog, in ne res živim. Naj bo dobra volja, naj bo med ljudmi prijateljstvo, pa ne velja ti slogan iz Mercatorja, če ne moramo si biti najboljši sosedje, bodimo si saj dobri sosedje. Srečno Ljubljana, srečno Slovenija. Hvala lepa, dajmo še en aplavz za gospoda župana. Če bom fušil, ne mi zameriti. Brigade, hitite, razpodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, za rodina jo peva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, za rodina jo peva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Jeso meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas in pregrad in ne mej. Po Sloveniji, po plačnih in po grafah, te mačnice od zmage do zmage naprej. Po Sloveniji, po plačnih in po grafah, te mačnice od zmage do zmage naprej. Čez Poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Partizanski pevski zbor in pihalni orkester Ljubljana s pomočjo
našega župana. Zdaj pa je na vrsti drugi del, partizanski pevski zbor nam bo zapel Stoji tam v gori partizan, pesem Cankarjeve brigade in Bratje le k soncu svobodi. Stoji nam gori partizan, ozira se vdaljavo, trdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Trdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Še tujec pije našo kri, razdira dom družine, vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji tam gori partizan in kliče te v dolino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Od Kolpe Kočevja do Brežic Ljubljane, brigada se Cankarja hrabro bori. Korak partizanov nikjer ne zastane, preganja sovraga iz mest in vasi. Najgore le seje Jerneja pravica, naj misel nas vodi skozi borbo naprej. Darilova gora in Javorovica, po miru živela, cvetela poprej. Z naporom poslednjim prihaja svoboda, naskokom junaškim cvetira pot. Sovrak se umika, že smrt je obroda, naj sonce svobode, naj sije pozor. Jelenovem žlebu v borbi krvavi, v Trebnjem Vasiljevem in še naprej. Brigada zmaguje, nikjer se ne ustavi, saj mi gospodarji na zemlji smo tej. Najgorjene seje Jerneja pravica, naj misel nas vodi skozi borbo naprej. Darilova gora in Javorovica, po miru živela, cvetela poprej. Z naporom poslednjim prihaja svoboda, naskokom junaški cvetira pot. Sovrak se umika, že smrt je obroda, daj sonce svobode, naj sije povsod. Bratje le k soncu svobodi, bratje le k višku na plan.
Bratje, podajmo si roke, bratje, prezirajmo smrt. Sveta poslednja je borba, naprej naš sovrak naj bo star. Sveta poslednja je borba, naprej naš sovrak naj bo star. Partizanski pevski zbor, dajmo še en aplavz. Bravo, bravo, fantje. Zdaj pa bomo slišali Sonce posijalo in Židano marelo, Pihalni orkester Ljubljana. Drage delavke in delavci, tovarišice, tovariši, hvala lepa. Jaz bi se še enkrat zahvalil vsem nastopajočim, Pihalnemu orkestru Ljubljana. Dajmo en aplavz. String triu Strepitozo in pa seveda našemu partizanskemu pevskemu zboru. Hvala lepa vsem, dan je še dolg, tako da ne hoditi nikamor. Za jest imamo, za pit imamo, zdaj si bomo vzeli krajšo pauzo, potem pa žur za Rock Partizani. Ostanite z nami. Hvala.